5 nasvetov o hrani in pijači. Sem Urban Praprotnik, tekaški trener Intersport. Jaz pa sem Jasmina, Urbanova žena. In večinoma sem jaz kriva, če Urban dobro je. No, trudim se, da je čim bolje, ker je dobra hrana med drugim dobra tudi za tek. Skupaj vam bova podala 5 kratkih nasvetov o hrani in pijači. Prvi nasvet. Ali je med tekom treba piti toliko, kot smo žejni, ali več, kot smo žejni? Pijmo, kolikor smo žejni. Vem, morda ste več kot 1000-krat slišali drugače, da ko smo žejni, da je že prepozno. Čudno, da bi se mati narava skozi milijone let evolucije pri človeku tako zelo zmotila, da bi zamujala z žejo. Ja, ne nadsejemo se z vodo, če tudi smo po definiciji med tekom že izgubili morda tudi več kot 2% telesne teže. Naprimer, v mojem primeru 1,5 litra. Žeja je občutek, ki temelji na koncentraciji mineralov v krvi. Ko se nam kri zgosti, smo žejni, ko je primerno razredčimo, pa nismo več. Izmišljeno je prepričanje, da moramo piti čim več in da je najbolje, da izgubljeno vodo nadomestimo že med tekom. Če v kratkem času spijemo preveč, to vodi v znižene koncentracije natrija v krvi. V skrajnih primerih je to lahko celo smrtno nevarno. To se nam lahko zgodi tudi, če pijemo pijačo, ki sicer vsebuje soli. Pijmo torej toliko, kot smo žejni. Če tudi nam je vroče, ne pijmo več, kot smo žejni. Saj se s pitjem v resnici ne ohlajamo prav dobro. Bolje je, da se takrat polivamo z vodo in po potrebi začnemo tudi hoditi. Še zanimivost, vrhunski maratonci so v cilju lažji za nekje med 5 do 10% vode. Počasnejši rekreativni tekači pa pridejo v cilj celo malo težji. Torej, pijejo malo preveč. Drugi nasvet. Ali je med tekom bolje piti sladke pijače ali vodo? Sladkih pijač se sicer raje ne dotikajmo. Med tekom pa nam lahko pridajo prav. Če tek začnemo z napolnjenimi zalogami glikogena v telesu in da ne traje več kot 1,5 do 2 uri, potem ni potrebe, da si dodatno sladkamo pijačo. Na daljših tekih, ki jih želimo preteči v nekoliko živahnejšem tempu, pa je sladkor zelo koristen. Zaradi sladkih napitkov lažje ohranjamo višjo hitrost teka. Če bi želeli teči daleč le na vodo, bi približno po 2 urah morali tudi redno vmes hoditi. Torej ja, med daljšimi teki so sladki izotonični napitki koristni. Lahko si pa privoščimo seveda tudi kakšno mandarino, pomarančo, banano ali čokolado. Tretji nasvet. Ali moramo med tekom uživati magnezij? Magnezij je nedvomno pomemben. Najbolje je, da ga zaužijemo dovolj z našo običajno prehrano. Veliko ga dobimo, če jemo oreščke, stročnice, semena in zeleno listnato zelenjavo. Pogosto se govori, da z dodajanjem magnezija zmanjšamo verjetnost za mišične krče, vendar je to dokazano le pri nosečnicah. Pri teku je očitno vzrok za mišične krče nekje drugje. Najverjetneje v povečani občutljivosti receptorjev v mišici, ki zaznavajo stopnjo in hitrost raztezanja mišice. Ti zaradi otekanja postanejo preobčutljivi in pretirano odreagirajo in s tem povzročijo krč. Četrti nasvet. Kdaj je najprimernejši čas za naš glavni obrok? Večji obrok je dobro pojesti približno 3 ure pred tekom. Če jemo večjo količino hrane direktno pred tekom, se nam ta v želodcu ustavi. S tem, ko je hrana predolgo v želodcu, pa jo v bistvu pokvarimo. Direktno pred tekom je morda čas le za manjši prigrizek in nič več. Po teku pa je odlično, da si privoščimo dober, polnovreden obrok. Trening bo imel s tem boljši učinek. In zadnji, 5. nasvet. Ali je pomembno teči s polnimi zalogami glikogena? Ko želimo teči čim dlje, čim hitreje, je bolje, da imamo glukoze dovolj že na štartu teka in ga pomalem dodajamo tudi med tekom. Vendar pa je iz vidika treninga presnove maščobe smiselno na treningih tudi teči z nekoliko okrnjenimi zalogami glikogena. Na ta način bomo lahko v nekaj mesecih izboljšali delež energije za tek, ki jo pridobimo iz maščobe. Vabim vas, da si pogledate naslednji filmček, kjer bova podala 5 hitrih nasvetov, kako tek prilagoditi vremenskim razmeram. Da bo vsako vreme lepo za tek. Dober tek!